Danes je varčevanje z gorivom ena iz najpogostejših kritik med navdušenci Formule 1. Govori se, kako je bilo včasih vse super, ko niso imeli omejene porabe goriva in ko so šli na polno. A vprašajmo se, so bili res bolj hitri od tistega, kar vidimo danes na progi? Namreč dirkanje kot tako pomeni biti hitrejši. In poglejmo za primerjavo, kakšni so bili pogonski sklopi, naprimer tisti iz sezone 2013, kar sem sam dobil po literaturi, da je približno primerljivo, vsaj po moči, s tistim, kar imamo danes na razpolago. Namreč konfiguracija je bil atmosferski motor V8 2400 kubičnih centimetrov z rotacijo glavne gredi omejeno na 18.000 obratov v minuti. Približna moč ocenjena je bila na več kot 900 konjskih moči. Po drugi strani danes imamo pogonske sklope, turbohibridne, 1600 kubičnih centimetrov. Rotacija glavne gredi je omejena na 15.000 obratov v minuti in moč, seveda odvisno od nastavitve, nekje med 850 in 1000 konjskimi močmi. In seveda na dirki, ko se varčuje z gorivom, je ta nižja. A vemo, da je poraba goriva danes omejena na 110 kg. Koliko je bila pa na primer v sezoni 2013, ni bila omejena, bila je prosta, a z določenih podatkov lahko sklepamo, koliko bi bila na primer ta zaokrožena vrednost tega podatka. Namreč, ko so nekako prepovedali dolivanje goriva, so se rezervoarji v bolidih povečali, govorimo o sezoni 2010, in od tam izhaja podatek, da so v bolide vgradili rezervoarje približne kapacitete 210 litrov. 210 litrov, ukolikor to, bom rekel, v nekih normalnih pogojih preračunamo v kilograme, pomeni 157,269 kg. Cirka 160 kg, da bo bolj enostavno. Po drugi strani sem dobil na spletni strani Race Car Engineering podatek, naj bi v tistem obdobju bolid Formule 1 porabil približno 2,5 kg goriva na 5 km. 5 km približno krog, vemo, da je dirka dolga nekaj več kot 300 km in ni bom rekel, zapleteno izračunati, da bi bila poraba goriva tam nekje okrog 150 kg. Vidimo, približno z dveh različnih virov sem dobil primerljive podatke. In vzemimo tisto nižjo številko, 150 kg. Razlika med tistim, kar so porabili v sezoni 2013 in tistim, kar se porabi danes, konec sezone 2019, 40 kg. In če velja tisto, kar je nekoč rekel Adrian Newey, da približno 10 kg teže bolida pomeni približno 2,5–3 desetinke na krog, lahko hitro izračunamo, da bi to pomenilo nekje na začetku dirke sekundo na krog. Seveda, potem bi se ta razlika manjšala tokom krogu, kajti različna poraba bi tudi hitreje, naprimer pri atmosferskem motorju, nižala težo goriva, a vseeno, turbohibriden pogonski sklop bi bil v prednosti. In tu bo marsikdo izmed vas rekel, kaj pa, če bi dovolili dolivanje goriva. To bi v bistvu spremenilo zadevo, kajti ta atmosferski pogonski sklop bi imel ob enakem pravilniku na aerodinamično enakem bolidu približno bistveno manjšo težo, kar bi v prvem delu dirke mu bistveno omogočilo biti hitrejši. Vzel sem neko teoretično dirko, katera bi bila dolga 60 krogov, jo razdelil na pol, seveda en postanek za oba, tako kot je nekako v pričakovanjih danes. In nekako rekel, da bi tisti, ki ima pravilnik 2019 imel na začetku dirke seveda 110 kg, no to bi linearno se nižala ta količina goriva. Zavedam se, da to ni res, da na začetku dirke ima večjo porabo, a za poenostavitev sem vzel to zadevo in tisti, ki bi imel motor atmosferski približno iz sezone 2014, bi na začetku dal polovico tistega goriva, to se pravi 75 kg in spet linearno ga porabil do polovice, na to dolil in še en stint z podobnimi pogoji. Razlike, ki bi bile seveda zelo zanimive, namreč. Bolid z turbohibridnim pogonom bi začel, kot sem povedal, 110 kg, bolid z atmosferskim motorjem pa 75.
Razlika 35 kg, kar je ogromno, a na sredini tega stinta, približno okrog 15. kroga, če bi šle zadeve linearno, seveda, bi bila razlika še večja. Govorimo o 45. Nato na polovici bi prišel tisti postanek. Seveda tisti bolid z atmosferskim motorjem bi dolil enako količino, kot jo je imel na začetku, tisti s turbohibridnim bi imel pa še polovico rezervoarja. In tu bi se zadeve obrnile. Tiste z hibridnim pogonom bi imel 20 kg lažji bolid. In seveda, ko bi se ta stint nadaljeval proti koncu dirke, bi se ta razlika zopet manjšala, na 45. krogu bi bila le 10 kg. Na koncu bi imela oba prazne rezervoarje oziroma s tisto količino, katero jo morate imeti po pravilniku v rezervoarju za razne kontrole. Seveda, treba je upoštevati še neko dejstvo, da je treba gorivo doliti in to traja določen čas. Vzel sem tiste parametre, ki so bili v Formuli 1, takrat, ko je bilo dolivanje še dovoljeno. In to se pravi 12,1 litra na sekundo, kar je prevedeno v kilograme pod običajnimi pogoji nekje 9,050 kg na sekundo, kar za 75 kg pomeni 8,3 sekunde. Posplošeno, zaokroženo, oziroma ker tudi tisti bolid z hibridnim pogonom menja pnevmatike, lahko rečemo, da bi bil postanek atmosferskega bolida približno 5 sekund daljši. Če potegnem črto na koncu, vidim, da bi bila oba bolida po mojem osebnem videnju, po mojem mnenju, dokaj izenačena. A poglejmo malce v realnem svetu, kako so se odrazile te številke. Namreč, vzel sem podatke z velike nagrade Italije z Monze zaradi enega samega razloga. Oziroma dveh. Prvič tega, da progo v Monzi se skozi čas izjemno malo spreminja, je v nacionalnem parku in nimajo dovoljen spreminjati ovinkov, kot si zaželijo, na enostaven način. Po drugi strani je proga, ki je zelo odvisna od pogonskega sklopa, bolj kot od aerodinamike in te zadeve pridejo malce bolj do izraza, tudi teža bolida je pomemben faktor. In poglejmo, Charles Leclerc v sezoni 2019 je postavil svojo zmago s časom ure 15 minut, 26 sekund in 665 tisočink. Sebastian Vettel kot zadnji, ki je zmagal tu v tisti atmosferski dobi, brez dolivanja goriva, je imel čas ure 18 minut, 33 sekund in 352 tisočink. Kar je naredilo razliko 186 sekund in 6 desetink zaokroženo. Če to delim s tistimi 53 krogi, kolikor je dolga dirka, bi to povprečno pomenilo 3 sekunde in pol na krog. Ogromno, seveda zaokrožena številka spet, ampak da nam neki občutek, kaj je pomenila tista zvišana teža goriva. In ni še vse, vem, zavedam se, da so bili drugačni pravilniki. A o tem malce kasneje. Poglejmo pa, kako je izgledala situacija, ko se je dolivalo gorivo. 2009 zmaga Rubena Barrichello s časom ure 16 minut, 21 sekund in 706 tisočinkami. Razlika dobrih 55 sekund ali približno sekunda in 4 stotinke na krog, kar je seveda izjemno primerljivo in nekako potrjuje tisto, kar sem povedal v tistem teoretičnem primeru, ko sem primerjal, kaj bi bilo z dolivanjem goriva. Z eno samo veliko razliko. Kot sem omenil, imeli smo različne pravilnike in tudi minimalna teža bolida je bila bistveno različna. Leta 2009 so imeli bolide z minimalno težo predpisano na 605 kg in to govorim brez goriva. 2013 642 kg. Danes je ta meja postavljena na 740 kg. 135 kg je pa nekaj. Tako da tudi danes, mislim, ukolikor bi imeli možnost, približno kot je bilo v sezoni 87, primerjati turbohibridne pogonske sklope s tistimi atmosferskimi, tako kot sem povedal na začetku, bi verjetno te turbohibridni pogon, kljub temu, da bi varčeval z gorivom, na koncu dneva bil še zmeraj hitrejši od tistega, kar je bil atmosferski motor, brez tega, da bi pazil na gorivo, brez tega, da bi varčeval s porabo. Seveda, moje videnje, moja interpretacija,
A zanimiva istočnica za razmislek. Ukolikor bi danes proizvajalec pogonskih sklopov dosegel, da bi njegov izdelek namesto 110 kg jih porabil bistveno manj, recimo 95 kg za celotno dirko, kako hiter bi bil v primerjavi s konkurenco, kljub temu, da bi še bolj varčeval. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.